Živijo, jaz sem Miha Macini in želim vam srečno in zdravo novo leto. Za bonus pa še kratko predavanje o nečem, o podatku, ki sem ga zasledil in mi je najbolj ostal v spominu na tem področju, ki me kot antropologa najbolj zanima, in to je odnos do dela v zahodni civilizaciji. Gre za veliko Gallupovo raziskavo, in v kateri pa je glavna pritožba zaposlenih je, da ne dobivajo jasnih navodil za delo. Kot vidite, tukaj je gor podatek, 45% zaposlenih dobiva, kar pomeni, da jih večina ne. In zdaj dajmo pogledati, kaj so lahko korenine tega, ampak samo korenine. Ne bom govoril, če so skregani, pa molčijo drug pred drugim, pa skrivajo podatke, pa je vprašanje moči, kdo je močnejši, kdo ima več podatkov, o tem ne bomo šli seveda v tem kratkem predavanju. Poglejmo pa dvoje. Najprej poglejmo teorijo uma, kot temu pravijo nevrologi. In ta teorija uma najlažje bo razložiti z enim testom, ki ga dajo otrokom, zato brez panike. Zagotovo ga boste rešili. Dajmo ga pogledati. Imamo dve punčki, ta v modrem je Sally, ta v rdečem je Anne. Ti dve punčki se igrata in potem punčka Sally, modra, vzame žogo in jo da v košarico, to modro, njeno svojo košarico jo da, na kar punčka odide. Žoga je v modri košarici, punčka v rdečem, Anne, vzame to žogo iz modre košarice in jo prestavi v svojo rdečo škatlo. V tem trenutku vprašamo otroka, punčka Sally se bo vrnila, zdaj bo prišla nazaj, kam bo pogledala. In majhen otrok po izstrelu, v rdečo škatlo, seveda, smo vsi videli. Videl je otrok in otrok ve, kje je žoga, Sally nima pa še tega koncepta, nima še razvite teorije uma, da bi vedel, da Sally ve nečesa ne ve, oziroma da drugi ljudje imajo lahko različna vedenja in znanja. Tako da otroci od četrtega leta dalje nekako se jim teorija uma zgradi. Zanimivo je, da je pravzaprav to pozno, koliko je to zahtevno, ker otrok se nauči čuda stvari, od hoje, kompliciranih stvari, hoje, govora. Potem pa, da začne dobivati občutek, da imajo drugi, lasten svet v svojih glavah, to pa traja, se pravi, od četrtega leta dalje. Zato je tako smešno gledati majhne otroke, ko se igrajo skrivalca in potem zatisne oči, in ker on se poklopi v oči in se ne vidi, ga nihče ne vidi. In to imamo primer majhnega slona, ki so ga ujeli v žaromete in se skril za ta drog. In upam, da mu niso kaj naredili. Poglejmo pa še drugo zadevo, kako ravnajo možgani, in to so bližnjice. Možgani morajo neprestano ubirati bližnjice, ravno zaradi tega, ker na čutila pada ogromna količina podatkov, vsako sekundo ogromne milijarde podatkov, in potem nekaj jih seveda obdela nezavedno, nekaj se jih zavrže, v razum jih pa lahko obdela 150 bitov na sekundo. Če primerjate te dve številki, ki jih različni avtorji imajo različne številke, ampak gre pa za razmerje. Skratka, izjemno malo podatkov lahko razum obdela in zato razum mora neke bližnjice uporabljati, zato da je up to date, da je časovno nekako lovi realnost. In ena od najbolj zanimivih bližnjic je, da resničnost tvori 80% iz predvidevanj, 20% pa iz dejstev. Skratka, naš pogled na svet je totalno subjektiven in mi v glavnem predvidevamo, kaj človek pred nami ve ali česa ne ve. Nismo pa lih prepričani, v resnici. Kar ima zanimive posledice. V podjetjih recimo zaposleni imajo stalno občutek nesposobnosti, bi mogel znati brati misli, negotovo stres, in koliko ste malo starejši, boste takoj pomislili na demenco. A mi je povedal ali ni, a sem pozabil ali tako naprej.
Na stališča šefa je veliko bolj jasno, ne. Obkrožen sem z idioti, nihče se nič ne zapomni, nihče nič ne ve, skozi moram ponavljati eno in isto. Zdaj, ne, malo dvomim, da je res tako. In zato je en tak predlog za izboljšavo. Izboljšava je pa ugotavljanje realnosti, kar ponavadi šef, ki je v poziciji moči, ne, to zdaj sigurno je vsem vse povedal, ne, čeprav stalno vsak mesec se ukvarja z istim problemom. Ampak če je voljen to spremeniti, potem je ta možnost, da piše, preprosto si mora pisati zapisnik, ne. Temu sem povedal to, ta ve to, ta ve to. In s tem pač natrenira svojo teorijo uma, ne, da zmanjša odstotek predvidevanj in zveča dejstva. Na drugi strani pa isto, tudi če ste vi zaposleni, zapisnik vam pomaga, da imate vsaj občutek, da nisem dementen, res mi ni povedal, ne. Na tem sestanku ni povedal, na unu je pa potem to zahteval, ne. Tako da, in zdaj v idealnemu primeru pa te ljudje bi bilo fajn, da se zaposleni in šef na koncu meseca primerjajo zapisnike in ugotavljajo, kako in kaj. Okej, še enkrat srečno in zdravo, uživajte, lepo se imejte, pa kakšno dobro knjigo vam pa tudi priporočam.